tisti v prvih trenutkih imaš mogoče nekako pred očmi smrt, da zdaj pa konec, ne? Da zdaj sledi še samo pač nekaj let HIV, potem AIDS in se vidimo na pokopališču. Po drugi strani pa nastane še ena druga skrb, kdo bo še sploh z mano. Bal se je, da se ga nihče več ne bo dotaknil, da ga bodo ljudje gledali z gnusom. Zato je bil dolgo tiho. Vse do osebne izpovedi, do brutalno iskrene knjige, v kateri je o okužbi povedal vse vsem. Tudi ko sva se z Gašperjem spoznala, nisem prvi dan povedal, ne, ampak potem, ko sem rekel, glej, pač to je v meni, s tem živim, je bilo nič za to. Ne. Saj, če si na tabletah, nisi kužen, nimamo nobenega problema. Ni bil sicer prvi dan, bila pa kar en teden potem. Bil so sicer dve take informacije, ena izmed teh pa je bil HIV. Jaz sem načeloma flegma človek, neke znanja o HIV-u sem imel, tako da sem vedel, da bal taki veliki spet ni. Okuženi z virusom HIV, pojasnjuje eden največjih strokovnjakov na tem področju, profesor dr. Janez Tomažič, virusa ne prenašajo, če se zdravijo. Koliko okuženih pa je v Sloveniji po zadnjih podatkih? Torej je okrog 900. Mislim, da mogoče, da jih še kakšnih 100, ki jih ne poznamo, ki si želimo, da bi se čim prej testirali zaradi sebe, ker imajo potem pričakovano življenjsko dobo enako, kot da nimajo virusa.